Ja, zadnje čase seveda poslušam mamice, tudi mene je bilo včasih seveda strah, zdaj ne več, ker jaz vse te stvari že zelo dobro poznam. Otroci so popokali v vrtec oziroma v šolo in starši ponavadi res samo še čakajo, kdaj bodo domov prišli teh smrkavih nosov, pa vročina, pa kašelj. Zakaj otroci v bistvu tako pogosto zbolevajo, ko pridejo v vrtec, pa tudi v šolo, ne? Je tam res toliko veliko več virusov in bakterij, kakor kjerkoli drugje? Je res to razlog, da otroci tako pogosto zbolevajo in kaj bi jim morali dati mi preventivno, da ne bodo že po prvem tednu obiska, torej vrtca ali pa šole, zopet zboleli? Ja, seveda smo vprašali našo zdravstveno gurujko Jasmino, ki je povedala tolele. Če se fokusiramo najprej bolj na vrtčevske otroke, ne? Do vnetij pri otrocih pride zato, ker pred vstopom v vrtec še nimajo razvitega stresnega sistema. Torej, ko pride otrok v vrtec iz varnega domačega okolja, pogosto zboli, ker porabi preveč energije za vso novo dogajanje v vrtcu. Velikokrat otroci zbolijo lih tam konec tedna in sicer prav zaradi preveč vtisov in tega dogajanja v vrtcu. Tukaj gre v bistvu za problem energije na eni strani, po drugi strani pa zaradi psiholoških razlogov, ne? So v doma, morda so prvič sami, novi obrazi, skratka, stres in še enkrat stres. Zdaj, če otrok zboli, ga seveda pustimo, da sam razvije samozdravilne sposobnosti, namesto seveda, da takoj stečete k zdravniku in ven že vnašate raznorazne tablete, pa roza sirupe, pa antibiotike, ne. Velikokrat je v bistvu zdravilo že res topel mamin objem, vročina pa pade, ko telo seveda ponovno vzpostavi ravnovesje. Tako da vročina, za vse tiste, ki še ne veste, je res naša zaveznica, tako da ne vzbijajte za vsak, bom rekla čisto za vsak, se veste kaj, ne, temperature. Je naša prijateljica. Verjetno vam bo veliko lažje, ko boste vedeli to. Priporočljivo je seveda tudi, da otrokovo telo okrepite z dvema zadevama. S probiotiki oziroma, kakor se zdaj ponovo reče, ne, mikrobiološkimi kulturami in pa D-vitaminom. Zakaj pa prav z njima, ne? Današnji otroci zaradi sodobnega načina življenja skoraj da v bistvu ne preživljajo več nič časa zunaj, ne pridejo v stik z umazanijo, s čimer si pravzaprav krepijo imunski sistem, obenem pa se veste, radi jedo pomfri, pa dunajc, pa kakšna Coca-Cola, skratka nezdrava hrana, po možnosti seveda na kavču pred TV-jem brez gibanja. In vsa ta hrana in nezdrave navade porušijo ravnovesje v črevesju in posledično oslabijo naš imunski sistem. Če dodamo povrhu še antibiotike, ki uničujejo tako slabe kot tudi dobre bakterije, potem smo si sploh naredili veliko štalo v naši mikrobioti, ne. Skratka, mikrobiološke kulture oziroma probiotike in prebiotične kulture. Kislo zelje, pa fermentirana hrana, kimči, kefir, prehransko dopolnilo, da okrepimo črevesno floro in s tem naravno obrambo našega telesa. Zdravo ter močno črevesje se namreč lažje ubrani pred vdorom patogenov in klic. Če imamo v črevesju dovolj dobrih bakterij, nas bodo te ščitile in pomagale pri izločanju patogenov ven lepo iz našega telesa. Neke študije so celo navedle, da naj bi torej vnos ustreznih probiotično-prebiotičnih kultur zmanjšal pogostnost kašlja in prehlada za tretjino. Njihovo trajanje pa za 50% ter torej odsotnost iz šole za kar 30%. No, druga zadeva, ki pa jo že vrabčki na drevesih čivkajo, pa je D-vitamin. Ta je pa sploh eden najpomembnejših regulatorjev imunskega sistema, ki modificira torej funkcije približno 450 genov ter 4500 funkcij, pa ste to 4500 funkcij imunskega sistema. Pomaga tudi pri absorpciji kalcija, katerega torej manjko ima lahko velik vpliv na naš imunski sistem. Nenazadnje pa so zgovorne tudi študije, ki kažejo resno povezanost med pomanjkanjem D-vitamina ter pojavom torej različnih infekcij, kot sta gripa in pljučnica. Ja, človek bi mislil, da nam najbolj pomaga vitamin C, kar pa sploh ni res. Pri preprečevanju obolevanja za gripo je bistven ravno D-vitamin. In dokazano je, da je pomanjkanje D-vitamina tisti najpogostejši razlog, zakaj ljudje sploh zbolijo za gripo. Po podatkih testiranih, torej krvi vitamina D primanjkuje večini Slovencev in edini način, da normaliziramo njegovo raven, je pravzaprav vnos v obliki kvalitetnih, ekoloških in certificiranih prehranskih dopolnil. V tem podnebnem pasu, kjer živimo, je žal tako, da ga prek primarnega vira, torej sonca, ne dobimo dovolj. Prek dopolnil bi ga naj uživali vse od septembra pa vse do meseca maja. Torej zdaj je idealen in skrajni čas, da torej nabustamo imunski sistem z vitaminom D in pa probiotiki. Otroci in starši, sicer pa ostanite zdaj z nami, ne, čaka nas še čudovitih 15 minut vsebin za zdrav življenjski slog.